Si želiš službo v digitalni agenciji? Počak, čez par minut sledijo nasveti. Dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes bomo govorili o tem, kako dobiti službo v digitalni agenciji. Tisti, ki se niste ogledali našega prejšnjega dela, govorili smo o trendih na družbenih omrežjih, kliknite in skočite, si ga hitro pogledajte, pa pridite nazaj, da boste videli, kaj imamo danes z Nejcem za povedati. Ja, ampak mislim, da si se malo zmotil. Prejšnjič smo imeli eno posebno oddajo in sicer o prenavljanju pisarne. In kot vidite, tako kot smo obljubljali, že danes snemamo novo oddajo. Se pravi, nismo še čist prenovili, kakšen element še manjka, kakšen del pohištva še manjka, ampak smo pa večino že zaključili. Tako da danes smo spet z vami v novi oddaji. Roža je še stara, ampak zraven boste opazili, da je nekaj dišečega palčke, tako da ful diši v teli pisarni danes, tako da sva redi pripravljena za novo oddajo. Koga sem rekel, danes govorimo o kako dobiti službo v digitalni agenciji in kako jo dobiti, tako da se prijaviš, to je prvi korak. Hecam se. V bistvu danes bomo govorili o nekako 5 sklopih, rečemo temu področji, ki jih morate osvojiti, delati zato, da bi lažje dobili službo v digitalni agenciji. In prvo tako področje je, da se spoznate s podjetjem oziroma pozicijo, za katero se prijavljate. To v bistvu velja za katerokoli podjetje, ne samo za, ko se prijavljate v digitalno agencijo. Ampak to je tudi korak, ki ga velikokrat mladi, ali pa ne nujno mladi, pač tisti, ki se prijavljajo na pozicije za delo, pozabljajo. Ne spoznajo dovolj dobre podjetja in pa pozicije, na katero se prijavljajo. Kolikrat se je zgodil, tudi ko je kdo v bistvu nam prišel, se pogovarjati za neko delo in potem niti ni dobro poznal, s katerimi naročniki delamo, katere projekte smo v preteklosti naredili. V končni fazi si mogoče niti ni pogledal niti enega dela Point Out Weeklyja, ne morete verjeti, kakšna katastrofa, ne? Zdaj, mogoče tudi ena taka zadeva, mi vedno tudi preverimo pri nas, koliko dober tisti, ki pridejo k nam na razgovor, kako dobro nas poznajo, in to lahko zelo hitro preverimo in mogoče malo insajda dam, če se bo kdo tudi kdaj prijavil k nam za delo. Eno tako vprašanje, ki ga zastavimo, je tudi, da smo mi kot naročnik in da vi že delate v naši agenciji in rečemo, kako bi spičali samo podjetje, Kako bi v eni minuti predstavili naše podjetje, v našem primeru Point Out. Tako je, in potem zelo hitro vidimo, kaj so tisti poudarki, ki jih nekdo daje. Se pravi, gre za neko vrste indirektnega vprašanja, oziroma izziva, ki ga postavimo, zaradi tega, ker tukaj vidiš, koliko si je posameznik pogledal, oziroma koliko si pogledal o naši agenciji, kaj si raziskoval, si pogledal, koliko je Zoran rekel, naše Point Out Weeklyje, in kdor se je to pogledal, kdor se je prebral našo spletno stran, bo zelo hitro našel tiste prave poudarke in bomo mi zelo hiter feedback dobili, a se je pogledal. Veste, ni v smislu direktnega vprašanja, da nam kaj povejo o Point Outu ali pa kaj ti je najbolj padlo v oči, ampak na tako indirektno vprašanje, z indirektnim vprašanjem lahko zelo, zelo dobre take informacije dobimo, koliko si pogledal, vse skupaj. Pa probi iti še korak naprej, ne samo da spoznaš podjetje, ampak si mogoče tudi pogledaj kaj o osebi, ki te bo na intervjuju sprejela. Če v našem spet primeru se dopisuješ z Nejcem, pet malo pogledati, kaj Nejc dela, mogoče njegov LinkedIn profil, nekaj v tem smislu, da ga bolje spoznaš, zato ker je vedno všeč tistmu, ki je na drugi strani, da že nekaj več veš o njem in se tudi lažje potem z njim pogovarjaš. Tole, če vse skupaj dava, nekako probava povzeti to, kar sva želela povedati, pa bom povedal na primeru Point Outa. Kdorkoli, če se boš prijavil na naše delovno mesto, si pojdi pogledati našo spletno stran, naše zgodbe o uspehu, naš blog, kak Point Out Weekly si poglej, poglej si naše naročnike,
mogoče so med njimi taki, s katerimi si ful želiš delati, mogoče so tudi kaki, s katerimi se sploh ne vidiš, da bi delal in mogoče tudi zaradi tega agencija zate ni primerna, ampak bistveno je to, da si čim več prebereš in pogledaš. Kar bi pa še jaz rekel tukaj, kar je pa še bolj nam pomembno kot vse to, kar sva zdaj govorila, ker to se da tudi vse vnaprej pripraviti, ne? Če smo iskreni. Se pravi, nekdo se lahko pripravi, da zaradi tega pusti dober vtis. In mi gremo zelo, zelo v detajle in sicer nas zanima, ali je neka oseba sploh strastna za to delovno mesto, na katerega se prijavlja, oziroma ali je sploh strastna o agencijskem delu. Ne? In to nam je v bistvu najpomembnejše, poleg vseh izkušenj, ki jih ima oseba, to bova tudi govorila v nadaljevanju, ne? Poleg vseh izkušenj, ki jih ima oseba, nam je najbolj pomembna ta strast, ali pa po angleško mi radi uporabljamo passion, drive, ki ga ima oseba. In to se zelo hitro potem zazna z določenimi vprašanji in mi iščemo tisto iskrico. Se pravi, če se po eni strani pripravljate na pozicijo, ne, kar je zelo pomembno, po drugi strani iščemo ta drive, to strast, ki jo ima oseba. In ja, tudi če se boste vi dobro pripravili, pa po drugi strani nimate te strasti, pa vas zanima neko drugo področje bolj, bomo mi to opazili. In ker mi iščemo tisti pravi fit, tisto pravo razmerje za obe strani, da ga dobita. In želimo, da oseba paše v kulturo našega podjetja. Tudi če ima ful dobre izkušnje. Tako da ta strast, ta drive, ta fit v kulturo našega podjetja nam je pač pri celotni zadevi ful pomemben. In če se še malo navežem na to, pa grem malo širše zadevo pogledati, je tudi zelo pomembno, da se dobro spoznaš z okoljem. Digitalnim okoljem kot takem. To pomeni, da začneš preberati razne bloge, razne spletne strani, ki govorijo o digitalnem marketingu. Pa če navržem kar nekaj primerov, da greš mogoče HubSpotov blog pogledati, da greš od Bufferja blog pogledati, Digital Marketing Institute ima zanimiv, pa greva mogoče še malo širše, pejdi si pogledati Mashable, TechCrunch in tako naprej. Začni preberati knjige z tega področja, ker moraš se spoznati z digitalnim okoljem. In tukaj bi tudi nekaj omenil, kar tudi nažalost pade, kakšna kritika tudi na najine videe, v tem smislu, koliko uporabljata ful velike angleščine, dajte malo več slovenskih izrazov, pojma nimata. Ampak dejstvo je, in tukaj se opravičujem vsem tistim, ki se mogoče ne strinjate z mano, ampak to je dejstvo, da tisti, ki delamo v digitalnem marketingu, je neizbežno, da poznate angleške izraze. Vsa orodja, ki jih v digitalnem marketingu uporabljamo, so v angleščini. In naše žargonske besede so v angleščini. In tisti, ki bo delal v tem okolju, mora to razumeti. Če tega ne razume, težko preživi. In zato se je, ne glede na to, to je tako kar na nogometnem igrišču, mogoče se bo smešno slišal, ampak če ne razumeš besede driblat, ki je pravilna slovenska preigravanje, pa pazi ledža, ja, pa take stvari, boš tudi težko preživel. In zelo podobno je v našem okolju digitalnem marketingu. Moraš poznati te izraze. Tako da ful se je pomembno spoznati s tem okoljem. Pa če sva iskrena, ker je to razvijajoče se področje, večine izrazov sploh še nima prevoda v slovenskem jeziku. Tako da saj kar bi bilo v SSKJ-ju. Večino prevodov, ki obstaja, jih naredi digitalna industrija v Sloveniji, se pravi, da nekdo to prevede v neki smeri, ki se mu zdi najbolj smiselno. Zanj sem prvič, na primer, zaznal to, kar verjetno tudi izraz vsi poznate, emoji, da se v slovenščini temu reče, pa ne vem, če je pravilno, ampak izraz sem zasledil, čustvenčki. A si prvi zdaj slišal? Ja, prvi, ja. Kar mi je bilo tako čustvenčki, ampak ok, po eni strani je smiselno, ampak po drugi strani pa to, če bi mi dva tukaj uporabljali besedo čustvenčki, a bi kdo to razumel, emoji pa večina ljudi bi jaz rekel, da kar razume, ker je enostavno to prišlo iz angleščine, ker je to unikatno poimenovanje, ki se ga je nekdo zmislil, ko so se te emoji čustvenčki naredile, Tako je, tako kot sebek, pa selfie, pa še marsikaj drugega. Sebek, ja. Tako da, hvala lepa, ampak nažalost takih izrazov ne uporabljam.
Okay, ja, pa še to je mogoče pomembno izpostaviti, je to, da se poskušaš povezati z ljudmi, ki iz tega področja. Ne nazadnje, naprimer, ljudje, kot sva jaz pa Nejc, sva ful odprta za nova poznanstva in če si eden izmed tistih, ki pač želiš narediti naslednji korak v digitalnem marketingu, je eden izmed načinov, kako lahko izboljšaš svoje znanje, je tudi, da se z ljudmi poskušaš povezati z ljudmi, ki prvič ali vedo več kot ti, naprimer se poskušaš povezati z Nejcem, ali pa z ljudmi, ki so v podobnem stageu oziroma na podobni ravni kot ti trenutno in eden drugega motivirate za to, da skupaj rastete. Ja, jaz sem že velikokrat dobil povabilo na kakšno pijačo in z veseljem grem, oziroma pač, da bi neka oseba več zvedela o področju digitalnega marketinga in pač z veseljem grem za tisto uro na pijačo, povem kaj več, povem, katerim verom mora oseba slediti oziroma jih priporočam. In to je tiste, za vse, ki zanima digitalni marketing oziroma če te zanima, je pač to najmanj, kar lahko narediš, se pravi nekoga kontaktiraš, ki ti je za vzor ali pa ki ga občuduješ in ga povabiš. Jaz sem pa ful strasten na tem področju, ful me zanima, pa ne vem, kje začeti. Mislim, da je ta industrija po večini dosti taka, da z veseljem se bodo odzvali in šli z nekom za tisto 1 uro na pijačo in te nasvete delili. Tudi moji kolegi iz te industrije, nisem še videl, no, da nekdo ne bi šel in se pač z veseljem odzovemo. Tako da to je, kako bi rekel, ful je težko ta korak narediti, jaz to razumem, ampak je, če si pa upaš, je pa tako eden izmed najbolj enostavnih korakov, ki jih lahko narediš, da začneš v tej industriji, če si strasten o njej, izslediti. Tako, sam upati je treba, sam ta pogum je treba imeti, da mail napišeš, da pokličeš po telefonu in to je to. Ampak s tem, če si upaš, se odprejo pač mnoga vrata. Ja, ker najhitrejši način, verjetno, no, tukaj se bo kar strinjala, je, da pridobiš novo znanje, ampak res o temu časovni komponenti govorim. Najhitrejši je tako, da imaš nekega mentorja, nekoga, ki ti zna svetovati, ki ti bo nekaj priporočil. Ne moraš toliko hitro prebrati toliko veliko člankov, pa toliko veliko knjig, kot ti lahko ena oseba, pa mogoče 1 ura z neko tako osebo doda dvigu tvoje ravni, tvojega znanja. Ampak to ne pomeni, da bo on potem odnašal tebi odriti to. Absolutno. Ker potem takoj naslednja zadeva, če gre z nekom tako na pijačo, pa ti pove za ful enih virov, za knjige in tako naprej, da je pa potem na tebi, da se začneš učiti, da se začneš spoznavati s to tematiko. In ogromno je takih, se mislim, kaj bova malo navrgla te spletne strani. To si zelo dobro začel to odprti. Spletne strani, ki jim lahko sledite, pa se je Zoran, kar izvoli. Ja, mislim, da si zelo dobro začel in odprl, ker če katero področje, mislim, to lahko verjetno vsak reče za svoje področje, ampak vseeno bom s tem začel. Če lahko za katero področje velja, da se moraš konstantno učiti, se pravi, cel čas učiti, je to sigurno digitalni marketing, ker se zadeve enostavno toliko hitro spreminjajo. Danes nekaj velja, jutri veljajo spet neke druge zadeve. Tako da, če želiš delati v tej industriji, se moraš pripraviti na to konstantno učenje. In kako se lahko še preden dobiš službo, še preden se prvič zaposliš, učiš, je tako, da probaš mogoče pridobiti vse možne certifikate, ki so na voljo. Na netu, na internetu je ogromno nekih virov, prek katerih lahko pridobivaš znanje in tudi taki, ki so lepo strukturirani v obliki certifikatov. Googleov certifikat, potem je HubSpot akademija, Moz, za SEO ima svojo akademijo, Neil Patel ima recimo svoje brezplačne kurse, sem še koga, recimo če si bolj v programiranju, imaš Code Academy, tako da ogromen nekih virov, kjer lahko pridobiš brezplačno znanje. Pa tudi, če ni brezplačno, se absolutno splača tudi tistih nekih 10 evrov investirati v to, kar se pravi v izobraževanje, ker je to nekaj, kar ti prvič noben ne more vzeti, to je zaklad, ki ga vedno nosiš s sabo,
In pa druga stvar, to je nekaj, kar se ti bo obrestovalo na dolgi rok. In če tukaj grem spet nazaj na tisto tematiko, kar je za nas pomembno, poleg tiste strasti, tistega driva, ki sem ga prej omenil, da ga iščemo, je tako ena izmed ključnih komponent tudi, da hočemo zaznati, koliko se je oseba pripravljena učiti. Ker tako, kot je Zoran rekel, v tej industriji se potrebno skozi izobraževati, mi iščemo to komponento, da oseba, da ti, da si se pripravljen res učiti, da imaš to notranjo energijo in da je na nek način del tebe, da se konstantno hočeš učiti, izobraževati, ker tako, kot boš ti rastel, tako bomo mi rastli oziroma vice versa in obratno. In zato je pri nam tudi to ključna komponenta, ker tudi mi kot agencija se moramo konstantno učiti in zato, ker mi konstantno rastemo, želimo tudi, da zaposleni hkrati z nami konstantno rastejo. Ok, malo smo tudi že prej omenjali to, da povabi kaga, ki malo več ve od tebe na pijačo in se probi z njim malo pogovoriti, kaj novega zvedeti, ampak v končni fazi lahko to tu počneš na drugačne načine. Tako, da naprimer obiskuješ razne dogodke z področja digitalnega marketinga in tam spoznavaš ljudi. Govorim o tako imenovanem networkingu oziroma slovenskem mreženju. To je pomemben del našega življenja. Nasploh, ko enkrat že delate v podjetju z vidika prodaje, z vidika novega posla in pa še preden delate v podjetju z vidika, da spoznavate nove ljudi in se vam s tem odpirajo možnosti za zaposlitev v podjetju, nekam, v katerem pač želiš delati in pa nasploh to, da spoznavaš ljudi in se kaj novega naučiš. Mislim, da se kar neki poziciji tako odpre, ne vem, si ti na kakšnem dogodku, se z nekom dobro ujameš. Velikrat je tako tudi stvar momenta, lahko neko podjetje ravno išče, še posebej pa tukaj bi poudaril, to je trenutno sektor, ki je v gromozanskem vzponu in je veliko več povpraševanja, kot je ponudbe. Ja. Se pravi, agencije ali pa nasplošno digitalno-marketinška industrija išče kadre, zaradi tega, ker je ta industrija tako v vzponu. In kadrov s pravim znanjem, da bi imeli že nekaj znanja, pa izkušene, je pa zelo, zelo malo na tem področju. In mislim, da imamo, ker se tudi z drugimi pogovarjam, digitalne agencije, kar težko najdemo tiste prave ljudi, ali pa na katerem področju je še zelo tak, tudi primanjkanje kadrov, so absolutno programerji. Sem se s parimi v zadnjem času pogovarjal, da težko najdejo dobrega programerja. Tako da tukaj je absolutno, kako bi rekel, se sploh ne vem, kaj sem zdaj hotel točno povedati, no. Ampak ja, iz vidika mreženja, da hodite na te dogodke, da spoznavate ljudi, ker če si predvsem mlad, pa še študent, si lahko tako marsikatero mrežo spleteš in potem, ko bo pravi trenutek, te bodo ljudje že poznali in bodo ti tudi lažje ponudili, ali pa ko se boš prijavil na razpis, se bodo spomnili te tvoje energije, tvojega zanimanja za digitalni marketing in bo absolutno lažje ti priti v to industrijo, ker, a veš, tako mladi vedno pravijo, da so ful težave dobiti zaposlitev. Ja ne, če si fokusiran, če imaš strast, če te to področje zanima, take osebe, ki se res vidijo na tem področju, ne da se samo na različne razpise prijavljajo, take osebe brez problemov dobijo zaposlitev. Tako, res, zaradi tega, ker naša industrija rab take ljudi, ki so strastni, ki imajo ta drive, ki sem ga prej omenil, ki so se pripravljeni učiti. In če imaš ti to komponento, jaz pravim, nima se kaj bati, da bi dobil zaposlitev v tej industriji ali pa v nekem podjetju, ki išče digitalnega menedžerja. In pa mogoče še eno zadevo bi omenil, za katero me bo verjetno marsikater borec za študentske pravice ali pa pravice mladih verjetno linčil, pa obesil mojo sliko, pa metu tiste pikado puščice vame, je to, da mogoče bod pripravljen tudi daj ponuditi svoje delo brezplačno. Pa počakaj malo, da razložim do konca. Ne gre se za to, da bi ti zdaj za neko podjetje
delal brezplačno in bi te to podjetje izkoriščalo kot nekega sužnja tam, ampak se gre za to, da ponudiš svojo delo, se pravi neko delo z namenom učenja podjetju, ki te sprejme za, ne vem, 14 dni, mogoče maksimalno en mesec, se ti tam učiš, pridobivaš neko novo znanje in hkrati njim tudi pomagaš. Moraš se zavedati, da je to tudi napor z vidika podjetja. Ne bo te kar vsak vzel. Naprimer, v tem trenutku, če mi ne bi imeli časa, če bi imeli res v trenutku, ko nimamo časa in da nam ti pišeš in rečeš, ok, jaz bi pa prišel ven delati, bi mi rekli verjetno ne moremo, zdaj nimamo časa, zaradi tega, ker to zahteva od nas dodaten napor. Zelo veliko ur gre za to. Zelo veliko ur gre. In vedno moraš to vzeti kot to. Plačilo ni vedno samo v kešu, ampak je tudi v znanju in izkušnjah, ki jih dobiš. In moraš biti daj tudi pripravljen kaj riskirati, zato da dobiš kaj več. In edina priložnost, da lahko naprimer sprobaš Google oglaševanje, Facebook oglaševanje, da se res to naučiš, tega ti noben seminar pa noben online kurs ne bo dal, ampak boš moral to dejansko probati. In včasih moraš narediti ta korak in dati kaj od sebe brezplačno za to, da pridobiš to znanje. Lepo si to povedal. Hvala. Ok, imaš ti še kaj za dodati? Ne. Pa mislim, da sva s tem zaključila današnjo oddajo. Ful hvala, ker si naju spremljal. Naslednjič bova govorila o AdWords oglaševanju. Neka tematika, ki jo zaenkrat še nisva nikoli pokrila, tako da bo zagotovo zanimivo. To je to od naju za danes. Spremljaj nas še naprej in se vidimo. Se vidimo, čao. Why?